Ste opazili našega klošarja pod narekovaj? Pa ja, nekako bi verjetno moče šel sploh gledati, če je gospod sploh še živ, ne, v tem takim mroz je, da ne živo nepremično, kako ne, tako da verjetno to je bilo. Ampak zdaj niste šli v tem? Zdaj nisem še v tem trenutku, ker sem še nisem bil nič ziher, pa šel nekaj, da vidim, da se še malo premika, tako da sem še malo počakal. Kaj mislite, kako dolgo lahko človek preživi v takem mrazu zadekan, da ni kakih hujših posledic? Kaki dan, mogoče. Mislim, zdaj po noči verjetno težje, odvisno, kako je oblečen, samo ne dolgo preveč, bi rekel. Ja, vse je odvisno od tega, kako je ta oseba v bistvu opremljena, torej oblečena, kakšna je obleka, kakšna je obutev. Tudi zunanje razmere so odvisne, ali je obleka premočena, torej, tako da načeloma bi se lahko resne posledice v smislu resnejše podhladitve pojavile pri normalno oblečenem človeku, ki je suh. Po recimo 2-3 urah bi lahko prišlo do podhladitve, resne podhladitve pa rabijo kar nekaj ur. Pripravljenost ljudi pomagati neznancu, ki že na prvi pogled potrebuje pomoč, smo najprej preizkusili v mestnem parku v Mariboru. Testno osebo smo za pol ure poslali spati na hladno klop, medtem pa smo opazovali mimoidoče ter šteli ljudi, ki bi pristopili do njega in ga vsaj povprašali, ali je z njim vse v redu. Pa smo čakali za manj, čeprav so ljudje obračali glave, mladina pa je celo glasno vzklikala in se odločala, ali bi ga potisnili s klopi. Enako težko kot najti dobrosrčneža pa se je izkazalo tudi prepričevanje ljudi za izjavo pred našo kamero, da pojasnijo razloge, zakaj osebi niso hoteli pomagati. V pol ure je šlo mimo našega brezdomca več kot 50 ljudi. Ni pomoči, ni dobesedno, pač mi smo zadnja sorta človeka. Dobesedno, kaj bi rekel, mi nismo ljudje skoraj za njih več, živali. Kako vi sicer preživljate te hladne dneve, ki smo jim pričali letos? Fehtam okoli, da se preživim. Sem dostikrat tu v zdravstvenem domu, na toplem. Pač tu ne moreš biti cel dan, kar je malo čudno potem in to je to. Tako da čez dan tudi pridete tukaj v park na hladno sedeti? Tako. Ste morali že kdaj noč preživeti tudi v parku morda? Ja. Kako ste se kaj zaščitili, s čim ste se ogreli? En mi je prinesel 3 pokrivala, pa pujster, pa sem pač na klopi prespal. Preizkusili smo srečo še na drugi lokaciji, v Magdalenskem parku v Mariboru, ki ga v tem času veliko ljudi prečka na poti iz centra mesta proti domu. Vztrajali smo dobrih 20 minut, v tem času pa se je mimo klopi, ki smo si jo izbrali za spanje, spet sprehodilo preko 50 ljudi. Speč je bil opažen, slišali smo nekaj obžalujočih komentarjev, a je pri tem ostalo. V našem primeru, ko smo simulirali brezdomca, ki je zaspal nekje pod milim nebom na klopi in je v igri bil še alkohol, kako je v takšni situaciji? Ja, seveda, tu pa je potem podhladitev lahko bistveno hitreje nastane. Posebej rizične skupine ljudi so starostniki, brezdomci in pa seveda prisotnost alkohola, saj alkohol onemogoča dobro delovanje termoregulacijskega centra v možganih in tako prihaja do prehitrega ohlajanja telesa napram nekomu, ki alkohola ni zaužil. In v takih primerih je lahko huda podhladitev lahko tudi v roku ure 2. Kje pa se pojavijo prvi znaki za podhladitev? Kateri deli telesa so morda najbolj izpostavljeni? Ozebline, omrzline so samo zunanji, torej deli telesa, roke, noge, prsti prizadeti, medtem ko podhladitev pa pomeni podhladitev celotnega telesa in tista resna podhladitev, huda pod 28 stopinj Celzija, ko pade temperatura telesa in seveda je nevarnost, da pride do zastoja dihanja in srca, pa potrebuje kar nekaj ur v primeru, da je človek normalno oblečen. Bi poklicali mogoče koga, da bi mu pomagal? Kaj čem jaz? Sama sem bolona pa. Veste, kam je treba poklicati, če bi mu hteli pomagati? 112. Taki osebi, ki sumite, da je podhlajena, seveda moramo pristopiti in če ugotovite, da je nezavestna, potem jo je treba previdno položiti v stabilni bočni položaj, tako da se ne zaduši, recimo na hrbtu ali na trebuhu leže, in pa seveda takoj poklicati številko 112. V našem primeru ni bilo nikogar, ki bi kogarkoli poklical na pomoč.
Izgovori za neukrepanje so bili različni, marsikomu se je moški smilil, a se je večina mimoidočih obrnila proč ali ubrala drugo pot, samo da niso šli mimo neznanca. Izgleda, da se z nižanjem temperatur niža tudi naš socialni čut.